Praktično 2 leti po poplavah lahko rečem, da smo z sanacijo oziroma z narejenim na cestni infrastrukturi lahko zadovoljni. Skoraj polovico programa popoplavne sanacije bo z letošnjim letom realizirano. Mogoče, da še enkrat spomnim, za kakšen obseg je šlo. Več kot 2000 kilometrov cest je bilo tako huje ali lažje poškodovanih. Takrat 4. avgusta smo imeli 190 popolnih ali delnih zapor in skoraj 500 kilometrov cest je bilo popolnoma zaprtih. Tako da prevoznost smo uspeli zagotoviti res ekstremno hitro, celo v Strugah, ko nam je nekaj 100 metrov, to je v Savinjski dolini, ko nam je nekaj 100 metrov ceste odneslo, smo uspeli zagotoviti prevoznost prej kot v enem mesecu. Tako da so otroci 1. septembra lahko šli v šolo. Tudi tukaj na Gorenjskem, kjer sem si danes ogledala 3 projekte, lahko rečem, da smo z videnim in z izvedbo zadovoljni. Skupen obseg programa tukaj na Gorenjskem znaša 72 milijonov evrov. Govorim seveda samo o cestni infrastrukturi in projekt, kjer smo zdaj, je eden od 2, če lahko temu rečem, najdražjih projektov v tem programu. Vesela sem tudi, da napredek ali pa da so z deli zadovoljni tudi župani. Župani rečejo, da so zadovoljni tudi ljudje. Verjamem, da si marsikdo želi, da bi se stvari odvijale še nekoliko hitreje, ampak naša naloga je, da je infrastruktura, ki je narejena, pač bistveno bolj odporna, kot je bila pred poplavami, in to je mogoče tudi razlog, da stvari tečejo nekoliko dlje, kot bi si želeli ljudje. In še eno stvar bi želela poudariti. Mislim, da je velik uspeh te vlade, da nam je uspelo zagotoviti sredstva tako za popoplavno sanacijo, kot za projekte, ki se odvijajo na nepoplavljenih območjih. Ko so se zgodile poplave in ko smo videli, kakšne razsežnosti so, nas je takrat skrbelo, da bo treba projekte, ki so že v gradnji, ustavljati. Tega ni bilo treba. In z letošnjim letom res z polno dinamiko nadaljujemo tudi z ostalimi, če lahko rečem, nepoplavnimi projekti. Hvala lepa. Zaradi prenosa v živo vas prosimo, če lahko vprašanja namenjena ministrici zastavite sedaj. Potem pa bomo dali tudi besedo gospodu županu občine Gorenja vas - Poljane. Mogoče ta odsek med Gorenjo vasjo pa Potavljami pa na začetek obnove še čaka. Kako je s tem? Glejte, kot sem rekla, verjetno si ljudje želijo, da bi se vse odvijalo naenkrat, vse odvijalo hitreje, ampak ne da se vsega naenkrat, tako da po vrsti. Tukaj zdaj vidite, da smo zato, da bi se stvari lahko odvile hitreje, zagotovili popolno zaporo. Prej se je projekt odvijal pod delno zaporo, kar je še posebej težko, predvsem z vidika varnosti. Tako da jaz mislim, da toliko projektov, ko jih je v tem trenutku odprtih na tem koncu Slovenije, jih že dolgo ni bilo. Mogoče še za naprej, kakšna sredstva so predvidena za naprej, pa koliko je zdaj v tej občini uporabljenega? Glejte, za vsako občino posebej res ne vem. Še enkrat povem, da je program za Gorenjsko v popoplavni težek 72 milijonov. Še enkrat, to ni vse. So tudi ostali projekti, ampak nekih 700-800 projektov imamo v proračunu in čisto vseh pa res ne vem na pamet, tako da absolutno pa vam lahko pisno vse odgovorimo. To je to. Hvala lepa. Še gospod Milan Čadež, župan, beseda je vaša. Hvala lepa. Župan, lahko še tole. Da boste še tam slišan. Bom še tam slišan. Hvala lepa.
Lepo zdrav tudi z moje strani. Na občini Gorenja vas - Poljane smo zadovoljni z razvojem dogodkov po poplavah. Želim tudi izpostaviti, da je bila gospa ministrica Alenka Bratušek prva ministrica, ki je obiskala našo občino po poplavah. In takrat smo ji tudi že predstavili razsežnost vse škode, ki je bila tudi nastala, ampak celotne ocene še ni bilo. Vendar potem ti projekti niso šli naprej, kot bi mogli, ampak nič hudega. Od marca lanskega leta naprej se pa stvari odvijajo v ta pravo smer. Delovišče imamo na terasi Gorenja vas - Todraž, delovišče je tukaj na terasi Trebija-Sovoden, potem pa je v pripravi tudi projekt Gorenja vas - Hotavle. Projekt je že narejen, recenziran, prilagojen tudi na nov most, ki smo ga mi v popoplavni sanaciji naredili z sredstvi popoplavne obnove. In seveda vse skupaj je prilagojeno. Vem, da so bili na terenu tudi že cenilci za površine in pa vse nadaljni postopki pa tudi sledejo. Kaj pa odkup zemljišč, to vas še čaka vse skupaj? Pri odkupu zemljišč občina nima kakšne posebne vloge. Odkupovalec je z strani investitorja, to je strani direkcije. Ko pa pride do kakšnih zapletov, kakšnih vprašanj, pa potem priskočimo na vsak način na pomoč. Kakšna je vaša ocena celotne popoplavne sanacije v občini? V občini Gorenja vas - Poljane smo v samem mesečnem septembrskem delu intervencije realizirali 5 milijonov evrov, potem smo iz predplačil v letu 2024 realizirali 12,6 milijonov. V letošnjem letu smo pa dobili sicer samo za 710 tisoč evrov pogodbe, imamo pa v pregledovanju na ministrstvu kar za 7,5 milijonov pogodb. In del tega je pa tudi že narejen, tako da pričakujem, da bo to v kratkem času, da bodo vse te pogodbe tudi na občini in pa da lahko tudi mi poplačamo naše izvajalce, kajti zdaj smo se bili kar precej zakreditirali. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Sicer pa se vam Ja, prosim. Lahko. Ne, v redu je. Pa lih ostrihu sem se, zato ker ministrica pri... Ja, prosim. Ja, podružnična šola Javorje je bila še dodatno poškodovana, kot je že bila ob dogodku avgusta leta 2023 in občina je takoj pristopila k vsem potrebnim dokumentom in z vsem celotnem procesu. Mi smo bili v tem mesecu tudi sprejeli občinski podrobni prostorski načrt, tudi skozi ujmo, zaradi tega, ker je šel ta postopek bistveno hitreje skozi, zaradi dodatnega zemljišča, ki smo ga potrebovali dati v zazidljivost. Imamo tudi celoten projekt, ki se pripravlja in bo tudi še v mesecu avgustu vložen na upravno enoto za gradbeno dovoljenje. Trenutno je tudi priprava DIP-a, da potem vsa ta skupna dokumentacija bo tudi predana na Ministrstvo za naravne vire in prostor in pa s tem tudi se izpolni pogoj, da bomo lahko kandidirali za sredstva iz ujme oziroma popoplavne obnove. Mogoče še eno, koliko je višina te prestavitve šole, ocenjena vrednost projekta? Ja, celoten objekt bo postavljen na novi površini, za kar sem že omenil, da je že sprejeto OPPN. Celotna investicija bo pa težka okrogli 6 milijonov evrov. Pa računate tudi na sredstva, ne samo Ministrstva za naravne vire in prostor, ampak tudi za Ministrstvo za šolstvo. Na vsak način mi želimo pridobiti čim več virov in pa nekako iz 3 virov računamo to črpati. Razpis na Ministrstvu za šolstvo in šport je dokaj zahteven, kajti posebej financira šolo, posebej vrtce. Mi bomo tukaj gradili oboje.
Bila sva z direktorico tudi na sestanku pri gospodu ministru, ki so nam tudi natanko obrazložili, kako je vse skupaj poteka, ampak na vsak način računam na finančne vire Ministrstva za naravne vire in prostor, Ministrstvo za šolstvo in šport in pa na lastne vire. Hvala lepa vsem.